Temperature so padle, podnebje se spet kruto poigrava z nami in našimi občutljivimi guzicami. A ste občutljivi na vreme? To je treba sprejeti. Na vreme se ni za pritoževati. A vas kaj skrbijo te ekstremne temperature? Vsak dan imamo drugačne, en dan sneg, spet drug dan sonce. Niti ne. To je zadnja stvar, ki jo rabiš kot novinarka v anketi. Upokojenko, ki se ne pritožuje. Grozno, kaj te penzije? Niti ne, še kaj? Veš, tiskaj pričakuješ, da bo stara gospa se razpištola, pa začela jokati, ker se ne da živeti, pa ko gre vse k vragu, pa ko so penzije nizke. Niti ne, vas še kaj zanima? No, in ko da vreme ne bi bilo dovolj, je po slovenskem narodu ponovno z železno roko udarila policija. V petek je namreč potekal poostren nadzor prometa po vsej državi, merili so hitrost. In zakaj? Neprilagojena hitrost je namreč glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč, saj se je v zadnjih letih približno petina nesreč zgodila prav zaradi divjanja. To mislim, da ne drži čist. Vzrok za nesreče ni hitrost, ampak nenaden stop. Hitrost ni! Hitrost ni smrtonosna, kakor res vem. Nenadna zaustavi. Ja, to ti pa kar par neugodnosti povzroči. Svetloba gre recimo kot 300.000 km na sekundo, ja? Pa je še zmer živa. In smo bili na cesti poredni. Kljub ozaveščanju o akciji pa nekaj voznikov ni bilo tako previdnih. Danes sem šel pa malo prehiter. Čisto malo in zdaj vidim, da se ne splačam. Zato, ker sem prekoračil hitrost. 10 km sem šel preveč. 10 km sem šel preveč. Ko tiskate policijo v stav, ko greš prehiter, pa zagledaš ekipo z televizije, zraven pa si misliš, to pa zih samo opozorilo. Vse me lahko posnamete, res. Ja, upam, da ne, upam, da bo kakšno opozorilo bilo. Kazen, če ne si noč ne zapomnil. Dejmo, a se lahko zberemo pa spoštujemo zakon, prosim. Če piše 50, je 50. Če piše 30, je 30. Če piše 130, je 220. Ja. A si lahko to zapomnimo? Hvala. Zdaj pa idemo skoč na obalo, kjer se je odvijalo srečanje mladostnikov z majhnimi penisi. Če so se ljubitelji hitrih in predelanih avtomobilov na Rudniku srečali povsem na črno, organizator sobotnega dogodka na Izolski Rudi trdi, da so dogodek prijavili. Vsaj mesec in pol smo že skakali okoli in na občini smo bili, na policiji smo vprašali, da kako rabi, so nam dali tudi informacije. Smo prijavili dogodek na občini, smo dobili dovoljenje, tudi imam mail od občine. Tako, ma smo skakali okoli, vse formularje izpolnili, da imamo majhne penise vsi. Vsa dovoljenja smo dobili, tako da... V čem je problem? Dobro, šlo je za še eno srečanje predelanih avtomobilov, dirkalnih, hitrih in iskreno ne vem, v čem je bil problem, zakaj imamo to zgodbo v oddaji. Koprska policija pa ugotavlja drugače, da je bil organizator predhodno pisno seznanjen in opozorjen naj uredi dokumentacijo in prireditev prijavi na upravni enoti, kar pa ni storil. Tle se je zalomilo. Prvič je ogromno papirologije bilo in vsega in glede na to, da če nam zmanjkal samo en obrazec od vseh 5, ki smo rabili imeti, je super, no. En obrazec je zmanjkal, v redu. Ma lahko bi bilo slabše, lahko bi zmanjkala 2. Se pravi, dogodek je bil skoraj legalen, ampak oni niso tako kot tisti, če se spomnite na Rudniku, na parkingu od Supernove, ki so dirgali. Oni so drugačni. In zato smo hoteli narediti to, ker mi delamo dogodke, da so avti mirno parkirani in delamo zaradi ljudi, da se podružijo in res te ljubezni do jeklenih konjičkov, no. Tako. Mi smo diskretni, mi ne rabimo dirkati, da pokažemo, da imamo mali penise. Mi smo parkirani in imamo mali penis. Seveda se hecam, vsekakor pohvalno, da so šli urejati dokumente in formularje, pa čeprav jim je zmanjkal samo en majhen penis. Do legalnosti dogodka. Upam, da vam prihodnjič uspe in prepričan sem, da imate vsi ogromne in ne majhne penise. Ne vem, kaj se to dogaja. Zadnje čase imamo večino novic iz obale. Pa kaj se tam dogaja? Ker tudi nocoj še nismo končali s koprsko občino. Kaj se je še pripetilo?
Saj ni res, pa je. Tako je pred nekaj dnevi moški v reki Dragoni s šamponom prav svoj avtomobil. Fotografija, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih, je, jasno, močno razburila javnost. Ja, kaj, voda je draga, zakaj bi doma trošil, če lahko v reki zaston? Zakaj smo imeli referendum o vodi? Ma zato, da lahko zdaj avto perem v reki. Ni res. V glavnem, ba je to ni osamljen primer, da je šel nekdo prat svoj avtomobil v reko. To se redno dogaja, ljudje perejo avtomobile ob rekah, smo videli tudi v reki, to se mi zdi čisto... To je primitivno dejanje. Mislim, normalen človek ne rabi nobene table, ne rabi nobenih obvestil, prepovedi, da ve, da avto se ne zapelje v reko in se ga tam šamponira. Jaz mislim, da je tukaj IQ tam nekje med 40 in 50, dvomim, da je kaj razmišljal, ne? Zdaj bomo pa diskriminirali. Ljudje z IQ-em med 40 in 50 morajo imeti tudi avto opran, lepo prosim. Ma sem bodala, imam pa avto čist. Grdo delamo s to našo naravo, to je res, in to me zelo žalosti. Ampak imamo pa avte čiste, to je pa tudi nekaj. In kaj vemo o storilcu? Policisti so že ugotovili, kdo je lastnik vozila. Gre za domačina iz okolice Kopra. Ki ima majhen penis, to vemo. In ga bo doletela kakšna kazen. Od 4.000 do 125.000 evrov za pravno osebo, za samostojnega podjetnika od 2.000 do 4.000 evrov, za posameznika pa od 400 do 1.200 evrov. Ok, se pravi, to pomoglo to kripov prodati, kaj jo je prav, pa še zmerno bo dost. Še zmerno bo dost. Naravnost, zavržne kraje in vandalizem pa se po Sloveniji dogajajo prav na grobovih, kje so nepridipravi udarili tokrat. Razbite vaze in sveče, potrgano cvetje in manjkajoči napisi so ostali za 4 storilci, ki so ob iskanju vrednih predmetov za krajo tudi brezsmiselno uničevali. A škoda, ki naj bi na nekaterih grobovih znašala tudi več kot 1000 evrov, ni samo materialna. Seveda to je razumljivo, da je bolečina tudi duševna, oziroma škoda je tudi duševna. Vsi, ki so nastradali, se počutijo prizadete. Zdaj rečite mi, prosim, da so nepridiprave prijeli. Z policijske uprave Novo mesto poročajo, da so 4 storilce iz okolice Metlike, 2 od teh tudi mladoletna, že identificirali. Enemu od osumljencev so tudi zasegli ukradene predmete. Aha. To pa so predmeti. Železni, bakreni. Kaj pravijo ljudje? Bakar predvsem kradejo. Ja, večinoma bakar, ja. Recimo meni so sveče ukradli. Ne, ker je spomenik, je pretrjen, plošča je pritrjena, to je lahko samo rože pobral. Zdaj pa smo pa še tako uredili, da še rož ne more, da ni. Čas je treba tudi rože pritrditi. Zdaj pa, drage gledalke, cenjeni gledalci, pojmo na resne teme, dovolj je bilo za frkance. Čisto banalizirali to informativno oddajo s temi domislicami in prigodami. V Beograd prihaja Kim Kardashian. Kardashianova naj bi v juniju v glavnem mestu Srbije odprla trgovino svoje ekskluzivne modne znamke spodnjega perila Skims. Domnevno naj bi bivala v predsedniškem apartmaju luksuznega beograjskega hotela. Njene zahteve pa so zvezdniške, od 10 limuzin do vsak dan svežega cvetja in dodatnega varovanja. Ja no, pa enega, ki bo kidal za njo, ali... Mal nepopoln se mi zdi ta seznam, taka ženska pa ja pusti za seboj. Ampak pustimo zdaj, to mene bolj zanima, ta njena blagovna znamka. I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple, so no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder. A ve kdo mogoče prodaja tudi moške spodnice z moško izboklino brede? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.